Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o obrambnih mehanizmih uma. Oziroma umsko-zavestni sistem, torej ta energetski sistem, ki nam proizvaja misli in čustva brez naše volje, popolnoma avtomatično, in s katerimi nam jemlje pozornost od zavedanja realnosti v tem trenutku. Ta ima številne samoobrambne mehanizme. Umsko-zavestni sistem je bil ustvarjen z namenom, da nas zavaja, da nas ima pod kontrolo in da smo v neki nevidni kletki miselnih in vedenjskih vzorcev, ki se nam zdijo samoumevne. Mislimo torej, da smo svobodni, v resnici smo pa sužnji določenih programov, ki se manifestirajo skozi naše navade. Zato se je tudi zelo težko spremeniti, kajti potreben je zelo velik napor, vztrajnost in volja, da premagamo to energetsko ječo. Ima mehanizem, ki se aktivira, kadarkoli zazna, da mu je posredovana neka informacija, preko katere oseba, ki to informacijo sliši, lahko pride do povečanja zavedanja. Ko ugotovi, da nekdo nekomu nekaj reče in da bi ta modrost drugo osebo lahko pripeljala do višjega zavedanja, potem v tej osebi takoj sproži zaščitni zid v obliki visokofrekvenčnega zvoka, ki povzroči, da oseba, ki naj bi to informacijo slišala, zablokira. Dejansko se zapre in zato recimo lahko nekomu nekaj poveš, neko informacijo, ki bi mu lahko zelo koristila in pomagala v življenju, ampak tisti človek te sicer gleda, te posluša, ampak te ne sliši, kot bi govoril steni. Ali pa začne zehati in postane nestrpen, mu je zadeva dolgočasna. To je torej ta obrambni zaščitni sistem uma, z katerim ščiti svoj obstoj in svoj lastni interes. Iz tega razloga je kar velik izziv to, da nekdo pride do večjega zavedanja, kajti potrebna je vztrajnost, potrpežljivost in jeklena volja. Večina ljudi zaradi teh obrambnih mehanizmov uma živi celotno življenje v neki zasanjenosti, v zahipnotiziranosti in šele ob smrti, ko zapusti svoje telo, lahko za trenutek pride v zavedanje, kakšne številne priložnosti za preobrazbo je zamudila. Predlagam torej vsem,
da ste pozorni na to, kako reagirate, ko vam nekdo nekaj hoče povedati. Zlasti kako reagirate, ko poslušate te videoposnetke in tudi dodatne videoposnetke iz produkcije globalne skupine Destiny oziroma Equal Life Foundation. Ali se v vas pojavi kakšen odpor, ali postanete zaspani, vam je težko te stvari poslušati, ali začnete zehati, ali bi raje gledali in poslušali kaj drugega. Nekaj, kar vas bo zabavalo, kar vam bo povzročilo neke čustvene reakcije. Bodite pozorni na to in videli boste, kako je pretkan in kako ima vas v rokah in kako vas obvladuje. Če boste želeli izboljšati svoje življenje, boste žal morali prevzeti vajeti vašega v svoje roke in se ga osvobajati ter se odločati, kaj želite doseči v življenju, potem pa praktično delovati v tej smeri. Za pomoč glede tega bi priporočil brezplačen spletni tečaj DIP Light, ki vas bo oborožil z nujno potrebnimi orodji za osvobajanje od umskih manipulacij. Povezavo do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.